v svojem ustnem prispevku, torej se bom fokusirala tudi na delo, pravzaprav osnove dela, ki mi je bilo pred kratkim na univerzi zaupano. Ampak vendarle nekaj besed v začetku o dogodku, o katerem sem pisala. Gre za srečanje študentov italijanskega jezika naše univerze s kolegi iz tretje univerze iz Krmina. Skupaj smo se dobili, srečanje je bilo prvenstveno družabno, pogovarjali smo se vse mogoče, lahko bi se rekli, fajn smo se imeli. Ampak vmes smo pa vendarle namenili nekaj besed tudi resnim temam oziroma izmenjavi izkušenj in poznavanja, kako deluje naša univerza in kako deluje njihova univerza. Tako da je bilo tudi iz tega področja zelo koristno, da ne omenjam tudi navezovanja stikov in nadaljnjega sodelovanja. No, in nenadoma tedaj k meni pristopi predsednik njihove univerze in mi začne seveda v italijanskem jeziku razlagati, kako oni delujejo, kako so organizirani. Zdaj, da boste razumeli situacijo, v kateri sem se jaz tedaj znašla, morate vedeti, da sem se jaz takrat komaj 3 mesece učila italijanski jezik in sem mogla izpet ven potegniti dobesedno vse tiste besede, ki sem jih znala in ki jih nisem znala, zato da sem nekako razumela, kaj pravzaprav približno on meni razlaga. No. In potem vmes je prišel tudi do tega, da je povedal, s katerim letom oni sprejemajo študente. In on uporabi besedo dičoto. Zdaj jaz v tistem mojem bornem znanju sem rekla, to bi mogli biti 18, pa to ne more biti, tako mladih ne morejo sprejemati, 80 je pa preveč. In sem bila že jezna zopet sama nase, da sem spet zmešala italijanske številke. No in ko je do konc tega, grem k svoji profesorci, Katarini Koren in povem, slišala sem, da je rekel, da jih sprejemajo z 18 letom, to ne more biti. Pa me je pomirila, da sem kar prav razumela, ker jih res sprejemajo pač s to starostjo. Zame je bilo to tedaj velikansko presenečenje, zdaj ne bi bilo več. Nenazadnje sem danes slišala dr. Gričarja, ki je razložil, da če sodeluješ na tej univerzi, se pomlajaš in te ljudje so očitno že dolgo časa bili, da so zdaj že prišli do 18 let. Tako da bo zanimivo gledati, kaj bo z njimi čez 18 let. Ampak tudi brez heca, zdaj me to ne bi več presenetilo, ker sem nenazadnje že spoznala, tudi na naši univerzi so taka medgeneracijska povezovanja, da ne omenjam simbioze, ki tako vsi poznamo, ne? Tako da, poleg tega sem pa v svojih raziskovanjih odkrila, da pa recimo na češkem, obstaja celo formalno imenovana univerza za stare starše in vnuke. In na tej univerzi se povezujejo dejansko stari starši, vnuki in učijo. Enkrat eden uči, drugega uči, potem pa obratno in tako nekako sodelujejo. Da je zelo uspešna zadeva in da se veliko ljudi v tem razponu udeležuje. Je pa to en od mnogih projektov češke kolegice, naše znanke ali pa sodelavke naše univerze, gospe Dane Štajnove. No in to gospo je tudi vodstvo naše univerze povabilo k sodelovanju oziroma k medsebojnem sodelovanju in izmenjavi izkušenj. No, tako da iz tega naslova se je do sedaj razvilo že določeni stiki, določene ideje, namere in nenazadnje tudi vključevanje naše univerze v projekt oziroma asociacijo EURAC. To je, skratica stoji za, ime je Evropska federacija za starejše osebe. Vključuje pa ta federacija različne države iz Evrope in pa skupni imenovalec organizacij, ki se znotraj udejstvujejo, je, da se ukvarjajo pač s seniorji. No, iz Slovenije Slovenija je v to že vključena preko Zveze društev upokojencev. In zdaj tečejo tudi že priprave oziroma aktivnosti, da se bo v to federacijo vključila tudi Slovenija, oziroma naša univerza. Dr. Štajnova, inženir Štajnova, je v tej federaciji, ima funkcijo generalne sekretarke in iz tega naslova je seveda zelo aktivna in pomaga tudi nam. Poleg tega, pa se zdaj vračam zopet na njeno dejavnost, dela res na zelo veliko projektih, med njimi je lansirala tudi enega zelo zanimivega in sicer
recipročna izmenjava se imenuje. Pelje ga že približno 25 let in v okviru tega projekta vabijo češki kolegi iz tretje univerze, predstavnike, študente in vodstva drugih podobnih univerz celega sveta, tako da so v teh letih organizirali že 37 izmenjav. Pomeni pa, da recimo povabijo, prvi so bili iz Bostona ameriški študenti in predstavniki in so prišli k Čehom na obisk. In so se tudi, bilo je družabno druženje, pa tudi seveda strokovna diskusija o tem, kaj počnejo, kako počnejo in na ta način si nabirali dodatne izkušnje, dobiš ideje, kaj bi še tudi tematike, kakšne vključiti in tako naprej. In potem izgleda to tako, da recimo prišli so Američani k Čehom, Čehi so jih gostili na svojih domovih, so si jih med sabo razdelili, naredili so tisto večerjo, pa še kakšen izletek, pa tako naprej, to se že napraska denar, nekaj ga skupaj sestavš in je to bilo, potem so pa vrnili obisk in so jih Američani gostili. Tako da v bistvu glavni strošek so pravzaprav prevozni stroški, pa dobro, pogostitev, kolikor jo je pač treba. In ta ideja se torej širi, skratka tudi na druge države in nekako so zdaj torej prišlo do tega, da prihodnje leto bi naredili to izmenjavo med slovensko, torej našo Ljubljansko univerzo in pa Čehi. Tako da na tem bomo naprej delali in se pač trudili, da bo zadeva uspela in pa seveda, da bomo potem tudi mi aktivni še naprej tudi z drugimi univerzami. Kot rečeno, vse z nekaterimi, recimo Karninsko, smo te odnose, pa še s kakšno drugo tudi že navezali in da bomo povabili skratka vse študente, ker ni važno, kaj študiraš. Važno je, da si tukaj, da si pripravljen, da si pripravljen sodelovati, se učiti oziroma spoznavati nove ideje in to vključevati naprej v delo tretje univerze in jo na ta način tudi bogatiti. Tako da na ta način bi jaz današnjo prezentacijo zelo na hitro zaključila in vas povabila seveda tudi vse k sodelovanju v teh izmenjavah in pa seveda kakorkoli bomo naprej zadeve zapeljali. Hvala za pozornost.